Kava s Červekom. Drage dame in gospodje, dobrodošli na še eni kavici na Radio 1 z mano in glede na to, da se nam obeta čez nekaj dni že 9. akcija Deželak junak, je edino prav, da je tukaj z mano Miha Deželak. Dobro jutro. Dobro jutro, živijo Červek. Prvo vprašanje je seveda zmeraj isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Ki se bo predvidevam razlikovala malo. Ja. Kaj zdaj govoriva med tednom ali med vikendom? Dejva med tednom. Med tednom, ja. Med Pa tednom. uno, ki ne zamudiš. Ja. Ok, ja, pač ura prvič zvoni 4 pa 7 minut. Ne? To je prvi zvonc. Potem 15 čez pri Reni zvoni, se pravi sosednja nočna omarca. Ne? Aha, okej. Telefon, jasno, Ja. ne, alarm. No in takrat je že to kura, da je treba res vstati, potuš na hitro, zobe umiti in vedno se mudi, ura je že 100 in pol pridem, jaz dajmo reči, največkrat 5 minut do 5 v službo. Tako da ni počasnega vstajanja, Sam greš. ni ne vem koliko stiskanja, ni ne vem koliko razmišljanja sploh, ker se moraš nekako prebuditi, a ne? Spustiš vodo nase, zobe opereš, da ti ne smrdi iz ust, po domače rečeno. No, če greva pa na vikend, ko si pa frej. Vikend je pa bolj prijeten. Vikend je pa uno, prav puste me, a veš. Čeprav tudi doskrat se zbudim zgodaj. Ni zdaj to ob 10, 11, a ne. Mogoče ob pol 8, 8, a ne. Sam, kar je bistveno in kar je drugače, je to, da je mir, da se nikamor ne mudi, da lahko malo poležavaš. Jaz res cenim to poležavanje, zato ker ga med tednom nimam, a ne. In da mi ni treba navrat na nos, ne. Celo se me usmilijo domači, pa mi ni treba med vikendi zjutraj to prvič pelat kalmovan, ne. Da nekdo drug pač to naredi. Pol čez dan ni tak z veseljem, ampak zjutraj me pa malo pustijo, tako da tako res v easy, pa pol zajtrk, pa tako, vse doskrat so pol tudi med vikendi že, pejmo tja, so že plani. Ja. Ampak vsem, že une pol určke ali pa tako, v easy vstajanja je čist druga pesem. Že če ob 6 je drugačne. Že ob 6 je drugače. Ja, včasih delamo po leto ob 6 pa tako. Ja. Ali pa, ne vem, pride kakšen tak, ali praznični, ne vem, kakšen dan in je bistvena razlika med 5 in 6. Ne. Čeprav zdaj, kaj je poletje, je tudi že v 5 dan, kar dobro vpliva. Ne. To je pa res, ja. Svetloba ful dobro vpliva. Ne. Če pa najtežje je zima, ne. Mraz, noč, Januar. Megla, zraven še in take stvari, zelo neprijetno, pred vrata. Vem pa valjda, da vsi prijatelji od Denisa Avdićevo pijete kavico, ne? Tudi ti, ne? Kakšno kavico? Ja, dobro. Ni težav? Zadnje čase je Zetova najboljša. A res? Ja, on mi jo kuha, kadar je zjutraj. Ja. Drugač pa komu naroči, da mi jo pripravi. Ful je pozoren. A veš, kaj naredi? Kaj skuha? Jaz upam, da nič kakšne čudne substance ne da, ne, dobro naredi, res. Govoriva z mlekom? Jaz sem mlek in z mlekom. Ja, meni je bistvo, da je kava tako ful mlečna. To je ena specifika, ne. Jaz nočem, da je kava, ampak da je tako. Mogoče en prst ali pa 2 prsta ali pa pol kava, ostalo pa mlek. Ok. To mi je dobro. Jaz mislim, da bo pol zate latte macchiato čisto v redu. Jaz se čisto strinjam. Mleko, DeLonghi, Eleta, Explore. A lahko jaz pritisnem? Ja, boš lahko. Kar dej, ok. Pam! In zdaj bo počasi začel. In zdaj bo začel. Obrni gumb, še tole naredim. Ne, se to moram tudi jaz. In zdaj bo sam. In zdaj bo to. Se bo malo glasil. Bomo imela jutranjo kavico midva. Like so menil poletje. Za poletje je tole super. Mašina? Mašina za poletje, ker dela hladno kavo. Ledeno imam pa tudi. Pač noro. Obožujem ledeno kavo. Enkrat jo moramo probati. Ja, kaj in kam se kocke? To je bilo treba prav posebej, ja, pa kocka daš sem noter in pol naredi... top. Zdaj bo lepo spenuti. Ja, hudo. Kofe dal. Vidiš. Super stvarca. Červek, super ti to kuhaš. Ja, valjda. Dobrega sponzorja imam. Če mogu jaz kuhati, ne vem, kaj bi bilo. Ej, dej, če sva se že ustavila pri tem vstajanju. Denis Avdićev ima zdaj, če se ne motim, koliko 12-13 let, nekaj tazga. Se pravi, tudi ti že več kot 10 let vstajaš ob takih urah. Ja, mislim, tako ko pomislim za nazaj, jaz res nisem imel nikoli neka zgodnja ptička, ali kako se reče. Vsi rečejo, ja, to se navadiš, ne, češ, ne.
vsega se navadiš in tudi jutranjega vstajanja se ne. Pa se ne navadiš. Se ne navadiš, ne? Se ne navadiš. In je vsako jutro je ta borba s to uro. Imaš dneve, ki zvečer gledaš Ligo prvakov, gledaš nekaj, kar ti je kul, in pol je seveda še težje. Začne padati. Pa prideš iz kakšnega dogodka, in tako ful malo hodimo, ravno zaradi tega med tednom na te dogodke, ki pa so med tednom isto, ne? Pa, kdaj pa moramo, tudi službeno kdaj pa tako. In takrat je še večja borba. Ne? Tako da ne, nikoli se ne navadiš. Eni so pa res bolj, imajo ta jutranji bioritem, ampak jaz žal nisem med temi. In tako, kot si že prej, mislim, da omenil, največkrat zamudim. Je pa res, da zamudim čisto za malo. Nikoli se ne zgodi, da bi jaz zamudil, ne vem, za pol ure, za 1 uro, da bi ful kasneje prišel. Ampak hitro pa se zgodi, da ne vem, nekaj na cesti, nekaj se zgodi. Pa si zdaj že dolgo, recimo, nisi tudi zamudil tako. Ja, ne, prav zelo dolgo, ne. Ni, da se vsak teden zgodi, no. Ja, to ne. Sej sem se popravil, z leti sem se izboljšal, ne vem, sej se trudim, no, ampak bomo videli, no, sej zdaj, tudi pripravnica Lara je zdaj, po moje, tista, ki bo me mogoče nadobestila, da bo ona večkrat... Sam je pridna, je doskrat zdaj z vami. Sej ni, zaenkrat je, sploh še se ji ni zgodilo. Enkrat je prišla čisto za las, ampak je tako letela, ampak tako... Te mlajše generacije, se veš, radi spijo. Jaz tudi že 5 let vstajam ob 4:30 in to je... Wow, I feel you, you feel me. Ja. Vas poslušam zjutraj, skrivnostni klub. Ti je v redu, skrivnostni klub. Ja, valjda. Ne smemo preveč razkriti, to morate poslušati. Veš kaj, ti moram res iskreno priznati. Ja. To je bila najtežja priprava za intervju s tabo, pri meni. Resno? Najtežja priprava. Kaj, tukaj sem kompleksen človek. Ker ne vem več, kaj vprašati, zato ker se mi zdi, da vse vemo. Ja, res je. Mislim, sodelavci smo, drugače kot pripravljati se za nekoga drugega. Tudi kar sem šel gledati, pač mi vsi vemo vse o tebi, zato ker vse poveš. Dobro, veliko povem, to je res, ne. Kakšno stvar tudi zadržim zase, ampak ne vem, meni se zdi, da je šel tak, da v bistvu delimo live z poslušalci, kada so poslušalci naši prijatelji, sej so. Ja, sej to, ja. In jaz mislim, da pač, če nekaj nabijaš brez veze, ljudje hitro to prepoznajo, da je to neka igra ali kakorkoli, ne. Kaj pa o tebi še ne vemo, ajde, da je nekaj tazga, kar lahko rečeš, nisem še povedal. Ker že marsikaj si povedal, a je kaj tazga, kar res ljudje še nismo slišali? Ti bi zdaj rad nekaj razkril. Ja, ker pri meni so to že gostje razkrivali. Ni tako simpel dejansko, tazga pompoznega, velikega povedati. Ampak mogoče, mislim, da še nikoli v etru nisem izrazil tega, da imam namen napisati eno knjigo. Knjigo? Da je to že ful dolg v meni se nabira. Kakšno knjigo? O čem? Ja, ideja je pač, da napišem nekaj o Deželak junakov, v vseh akcijah, ki so se pač zvrstile, ker to morate vedeti, to se res nabira v plasteh, ne, in marsikaj je noter, pa smo že vsi pozabili, ne, bi mogel to se res lotiti tega, pa z vsemi upletenimi se pogovarjati, narediti en kup spet intervjujev, da bi se vsega tega spomnil. To je kar projekt, ja. To bi bil obsežen projekt, ne. Ne vem točno, kdaj me bo ta umetniška ali kakšen navdih, da bo prišel in da bom točno takrat se začel. V bistvu najtežje je začeti, no. Ja. Najtežje je začeti. Zdaj, zapiske si nekako predstavljam, da si bom naredil, pa v to nekako neka poglavja, da upam, da mi bo kdo pomagal, da v dobu kakšnega tudi dejansko ali pisatelja ali kakšnega avtorja, ki bi me vsaj usmerjal malo, ne. To bi mogel že zdaj začeti delati, imaš diplomo, pa imaš mentorja, veš, mentorja, da imaš, ne. Ker tega je res ogromno. Veš, koliko se je stvari zgodilo. V 9 letih, ne. Ja, in tudi takšnih, ki v bistvu nekako niso bile dost izpostavljene, ne. Pa so meni mogoče tudi pomenili velika, ne. In se mi zdi, da bi bilo to zelo fajn branje, no. No, sej, dober izziv. Tudi do akcije bova seveda še prišla, ne. Se pa z vsakem gostom nekako dotakne tudi teme otroštva. Tega tudi ne vem, če smo kaj zasledili, recimo, kakšen si bil kot otrok? Bil sem v šoli srednje priden, ne vem, prav dober, odličen. A si bil kaj nagajiv? Malo sem bil žleht, kot vsi, nič kaj posebenega. Živel sem pač v Kamenku, a ne.
Ni bilo to neko podeželje, nekaj časa polka smo se preselili v Mekinje, prej pa pač blokovski otrok, z vsemi temi žalbami namazan, smo nagajali puncam, smo ne vem kaj, vse počeli, rokomet sem treniral, basket sem rad pa 3x3 špilov pred šolo, fuzbal, take stvari, no. A se je otroštvo? Mi smo še delali une skakalence, ki se narediš pa skočeš. Napenjali mreže, da smo igrali tenis ali pa mini tenis, da mehko žogco. Pa iz krompirjevih vreč smo naredili mreže za gol, da smo igrali hokej na asfaltu, recimo. To smo imeli ful radi. Pa smo imeli, ne vem, take iz drevesa so rasli, take keni pendreki, ki zelo boli, če vržeš v nekoga. Ja. In pa smo se tudi med bloki smo imeli to, a veš, to neko spopade, vojne, ta je ni naš, ta je naš, in smo se s tem obmetavali, to je kar zabolel, ne. Tako da... A se je v otroštvu že kaj kazalo tu, a veš, malo mediji, radio, nastopanje? A je bilo kaj tega? V bistvu, ja, mogoče je kdo kdaj pomislil, ampak v šoli, zdaj ena podobnost med mano pa mojim tamalima, ne. Jaz sem se ful smejal, ker so prvič opozorili na to, da moj tamal postavlja neumestna vprašanja, ne? Da pogovor je o tem pa tem, on pa čist neki tretjega vpraša, dvigne roko, sicer ljudno, ampak potem pa gre čist v svojo smer, ne? In ta domišljija, jaz sem imel podobno izkušnjo, ne? In tudi moj oči prav, da je take stvari izvedel, ne? Na govorilnih pa tako. Neumestna vprašanja, to smo zgleda deželaki eksperti za to. Tudi v Denis Savdičovo jih postavljamo, ne. Taki odbiti vici so meni všeč, tudi mojemu tamamu so všeč. Tako, malo smo posebni. Kaj si pa hotel biti kot otrok? Je te v šport vleklo? Mislim, valjda vsak tamal misli, da bo športnik, pa da bo v tistem športu, ki igra, da bo uspel. To ja. Ampak drugače sem imel pa tudi bolj čudne želje ali kakorkoli. Hotel biti mesar, recimo. Ja, meni je bil tam v tisti bližnji trgovini, pri bloku, mi je bil en Vinko mesar, res car, ne. Jaz sem ga občudoval, kako je on te kremenatlice naredil, kako je to najprej narezal, potem s tisto skero, bam, naredil. Meni je bil res kralj. Sem pol tudi glih šolski spis dober napisal na to temo, pa so nesel razrenčarka, je bila tudi tam bliz mene doma in nesla pol mu za prebrati in to so vsi tam v zbornicah brali, ja, koliko dober mesar. Tega bomo pa na prakso vzeli. Ja, ne vem, hotel sem biti tudi učitelj, tudi to mi je bilo delo z otroki, a ne. To je bila tudi nekaj časa želja. Čakaj, pa kaj, mogoče v turizmu sem se tudi videl, da bi bil nek turistični vodič, pa tako naprej, čeprav z mojo orientacijo ne vem, kako bi to šlo. Tako da ja, tudi stran variante so bile, ne. Tudi recimo, ne vem, sem šel pol na gimnazijo, ker nisem vedel, kaj točno bi izbral, ne. Najprej sem pa sem bil že skoraj upisan na ekonomsko. Zato, ker so bili prijatelji tam, ne. Tako čist neracionalno razmišljanje. Pa za poklic gre, ne. Lažje bi bilo, kot gimnazija, ja. Ja, mogoče, no, ampak je bilo že v redu, da sem šel pol tudi naprej, ne. Pa tudi pol, kaj je prišel pa faks, ne. Spet nisem vedel, kaj bi zdaj, točen kater faks bi izbral, ne. Saj to je verjetno veliko tam mladih v tem razmišljanju, no. Moj tamal je tudi zdaj, recimo, mora izbrati srednjo šolo, ne. Ja. In to so te večne dileme, kaj pa kako, kaj. Najboljši je res tistim, ki imajo res specifično znanje, ali pa ne vem, točno ve, njegov foter je bil, ne vem, to in on je že prej pomagal, recimo, pa mu je bilo fajn, pa je pol se za to odločil, ja, no. Ja, ali pa ne. Ali pa ne, no. Pa je mogoče spustil kakšen talent. Ker na koncu šola itak ni ne igra take vloge, ne. Tudi to drži. Ja. Ampak vedno sem bil pa radoveden, vse živo bi pa probaval, no. Tudi kot, ne vem, jaz se spomnim, kot študent sem res vse živo delal, ne. Vse kar marsikdo tam so bili, je bil študentski servis, ne, smo imeli miše, pa smo imeli take številke. In pol, če si zastavil svojo številko, da si rekel, jaz grem pa iz vrste, ne, si imel prednost pred vsemi, ne. Ampak vsi so šparali, da so imeli dobre številke, pa zato, da so čim boljše biznise dobili, pa tako. Meni je bilo najbolj zabavno zmeriti iz vrste. Mogoče tudi tiskati skoraj noben se ni grebo, ali pa so se ni trije, pa so bili že zihar, da bojo dobili, ne. In jaz, grem jaz brez iz vrste, pustim številko, daj meni to, da probam, ne.
sem res vse živo delal. No. Jaz sem se tega pogovora danes s tabo zelo veselil, zato ker mene dostakrat vprašajo kolege ali pa ne vem, kdo, ki me vidi, kakšni pa so v Denis Avdićevu, kakšen je Denis, kakšna je Jana, kakšen je Deželak, a je res tak? In jaz vsem rečem, kar vi slišite, vidite, to Deželak je. A se motim? Ja, v bistvu pač, ne vem, jaz sem tak malo pristen, malo poseben, se zavedam tega, ne glumim, ne vem, pač, če sem vesel, sem vesel, če sem žalosten, sem tudi žalosten. Ne vem, se mi zdi, da je to kar najbolj iskreno, no, da se ne smejim od srca, to se res rad. Ne vem, kaj s tem? Probam biti to, kar sem, zato ker se mi zdi, da tudi to imajo ljudje najrajš, a ne? Seli to. A bi potrdil, če rečem, da si od Denisa Avdićeva najbolj priljubljen pri ljudeh? Da sem najbolj priljubljen pri ljudeh? To mislim... Bi potrdil? Ne vem, jaz mislim, da je Denis, ne? Da Denis Avdićev je tudi pač prvi človek tega šova, po njem se šov imenuje to in tako... Pa boljše šale, no, mora biti ten, ne? Mislim, jaz se v te... Če bi jaz, vse se že poskusil, tudi jaz biti stand-up komik, pa vse živo, pa tako. Pa se pravi, vsega se lotam, ampak moraš biti pa malo tudi iskren do sebe, pa reči, ja, en je večji car v nečem, en je večji v tem. Tako da, mislim, da se dobro dopolnjujemo. No. Avdić je že sam rekel, da ne bi mogel goniti okoli Slovenije, tako kot ti. Tako da, evo. No, hvala, evo, vidiš. Tega se pa res lotam srcem, no. To pa zdaj res že 9. In tako hecanje, ki sem vsako leto vznemirjen. Pa mi kdo reče, pa kaj se to bi mogla biti že rutina? Ni rutina. Ni, ne. Čist nekaj drugega. Ti greš z eno odgovornostjo, z enimi željami, enimi cilji na pot, ne. Vse živo se je že dogajalo, pa tako, ne. Ful imaš pressure, kako in kaj, a boš zmogel, a boš imel krizo, ali bo na koncu tak znesek, da bomo vsi srečni, da bomo vsi zadovoljni. Premlevaš v sebi te vse scenarije, razmišljaš za nazaj, kaj vse je že bilo, pa kaj bi še rad, da bi bilo, pa kaj te lahko preseneti, ker itak te presenečenja bodo in so bila in je to del te akcije. Dejva zdaj, ali Deželaka junaka zaplavati. Imam še par drugih vprašanj, ampak sem rekel, Avek, so lih lepo zavila. No, pa dejva. Imaš kaj pritiska, se pravi? Pa ja. Pritisk je, ne vem, meni se zdi, da je to pritisk zaradi te odgovornosti, ne? Ker res želiš speljati akcijo v najboljši meri, kot lahko, a ne? Se res zavedaš, zakaj delaš? Res se vržeš not s srcem in z eno energijo in ta power je čudežen, bi rekel, ne? Jaz izklopam vse, jaz ne vem, zadnje 3 tedne pred akcijo sem jaz malo čuden. Tudi doma nisem jaz, ne, jaz sem v enem svojem mehurju, jaz se mi zdi, da kar le bdim na celo situacijo, a veš? Sem v enem svojem svetu in ful razmišljam in itak se moraš tudi pripravljati in psihično in kondicijsko in vse, ampak tudi ta fokus je res močen, no. Res mi je do tega, da bo dober, da bo uspel, da bodo zadovoljni otroci v končni fazi, za njih je ta akcija, ker res ne morejo iti na morje. Da bodo, ne vem, na radiju zadovoljni, da bom izpolnil njihova pričakovanja, da bom sam sebe gonil, po domače rečeno, do te mere, da bom še zdržal, da bom znal presoditi, kje je treba se iti še čez tist, kar je že tako težko, a ne? Ker krize so, ne? To je ful plemenito slišati, res, in vem, da tak se, ampak to je ful breme. Breme, ampak po drugi strani da ne bom zdaj tako slišati, kot da sem en tak jamravček, no. Ker sploh nisi slišati, kaj jamravček. Ker dejansko ni fora v tem jamranju, ne, ampak dejansko te mešani občutki so, tako kot pred dobrodelnim maratonom, tako kot še marsikdaj, ko imaš en pressure v lifeu, ne vem, diplomska naloga, ne vem, pomembni testi, ene take velike stvari, a ne.
Zato nočem izpast, kot da joj, kaj zdaj ti jamraš. Zdaj si šel že 9-krat, mislim 8-krat, a ne. Boš pa ja še enkrat. Ja, ne, vsakič znova je začetek. Vsakič znova in akcija se podaljšuje. Začeli smo z Goričkega v Piran, ki je bilo 5 dni, pa čist na drugo foro, a ne. Zdaj to 10 dni, vedno več ljudi je, se pravi, meni se zdi še večja odgovornost. Tudi do vseh teh ljudi, do gostov, imaš pressure, da boš obvladoval situacijo, da ne bo, ne vem, komu bedno, ne. Saj se mi kdaj zgodi, da malo energija zmanjka, kdaj pa kdaj. In si rečeš, pa kako lahko sem tak, da tle so ljudje zaradi mene, a veš, prišli, kljub dežju, kljub ne vem čemu. Daj se noter, a veš, daj potrp malo pa zborbej do konca, ker si zaslužijo. In oni so res zagrabili to kot vse slovensko, kot svojo akcijo. Mislim, kot vsi našo, razumeš? To ni več, koliko ste pa zbrali, ampak koliko smo skupaj naredili, koliko smo zbrali, kaj smo vse uspeli narediti, koliko ljudi smo uspeli nagovoriti, koliko daleč je šla akcija, koliko debela je ta kepa, ki se vali že vsa ta leta. Ne? In zato je bilo že marsikaj, je bil COVID, je bilo, ne vem, so bile take krize, da bi zabrisal skiro, da bi ne vem kaj kolo v jark, a ne, ampak enostavno moraš imeti ta fokus. Moraš se zavedati, da se lahko vse to zgodi. In to ti dajo pa izkušnje tudi. Ne? Težko je to čisto razložiti z besedami. No? Nekaj je včasih celo, jaz kar rečem, nad vsem tem. Ne? Nad vsem tem, zato pa sem zadnje 3 tedne tako sem. Mogoče malo zamišljen, mogoče malo v svojem svetu. Ampak tu se zdaj pokazal, ker upam, da to gledate za res. Zdaj se oživel v tem pogovor. Prej si bil tako, zdaj je ratalo tole, veš, takole, jaz grem. Ja, zato ker to je tudi za mene nekaj najbolj pomembnega. Nekaj, kar tudi jaz bi rad, da je dober. Da uspe, ne? Da uspe, da vsa ta leta smo zrihtali, pa so bili takšne in drugačne stvari, ampak to smo pa vedno speljali. A tudi zato, ker pač veš, ker obiskuješ te otroke potem? Absolutno. Ker veš, kakšna je situacija. To je eden od glavnih fokusov. Mislim, jaz jih obiskujem, vedno gremo, zdaj prav tradicija, da gremo z mojo ekipo tja in terensko in tako. In zdaj sem bil tudi recimo med prvomajskimi, ker imajo te kolonije ne samo poletja. Ne. To sem pa ravno takrat govoril med prvomajskimi, ko sem delal na radiju, so se lih videli, takrat ste bili Denis Avdić šel na dopustu. Ja. In jaz sem pol v eter rekel poslušalcem, ne vem, malo insiderska informacija, Miha Deželak je šel zdajle na Debeli rtič. Ja, za tako stvar prekinem dopust brez problema in kadarkoli. Ker je nekaj tazga, ker pač veš, da je dober in da boš naredil, če bo šel tja eno veselje in tako naprej. In dejansko je bilo ful fajn. No. Tokrat ni bilo tako, kot pridemo cela ekipa, ne. Ni bilo že kar nek pripravljen program tudi z njihove strani, presenečenja in gor dol, ampak sva dejansko z Nino, z urednico sama prišla. Želja je bila, da se pogovarjamo in smo se ful pogovarjali in s tem pogovorom tudi marsikaj izveš in prideš otrokom blizu in oni ti spustijo. Saj ni to tako, da se kar zgodi, ne? In ja, pol med akcijo imaš prav določene obraze pred sabo in kaj ti je hudo, misliš pa, koliko je pa njim hudo, zakaj zdaj jamram, ne? Ker se ti prikliče neka zgodba iz tam konkretnega otroka. Zdaj sem celo začel že res iz spoštovanja do njih te zgodbe nekako uvijati v en tak celofan, da se ja ne bi sam otrok prepoznal, če bi kdaj poslušal. Zato ker se mi zdi, da je to res taka zgodba, ki je tako zelo intimna in tako zasebna. Ne? Ampak so pa res zgodbe, ki se te dotaknejo, ki te ganejo, ki so žalostne, ki so neverjetne. No? Neverjetne. In dotaknejo se te, ne? Ja, in res takrat, kad ti je težko, si rečeš, dej, ne jamri. Sam ne jamri. Ker dobro veš, da je njim še dosti hujš. Ampak ti potrpiš teh 10 dni, oni pa žal čaka tak live, mislim, upam trenutka, ko gre na boljš. To si tudi že enkrat rekel, da v bistvu nekateri grejo celo 2-krat tako na more, ne?
Kar pomeni, da se ponavlja. Njihove zgodbe situacija. se ponavljajo. Situacija se ne izboljšuje. Mislim, eni sem jih že parkrat, pač, smo že res tako, a ne, se objamemo, se že poznamo, ampak to ni dobro. Ker to sam pomeni kaj? Dobro, da so še vedno v tej slabi situaciji, da se njihova prihodnost še ni narisala na sončno, na boljšo. Jaz sem vsako leto malo bolj vpet v to akcijo, ali spremljam iz ozadja, ali se komentira, ali kakorkoli. Se dejansko cel radio gara. Cel radio gara, to je dejstvo. Ampak zmeri, ko vidim določene delčke, te pač stisne in ko sem se pripravljal na najmen pogovor, me je stisnil del, ko si rekel, ko pridete pogledati te otroke, ko objamejo, da je to čist, da čutiš. To je taka stvar, ki je težko opisati, ampak dejansko oni drugače objamejo. Oni se sprva bojijo objema. Zdaj govorim še nekaj, kar takrat nisem čisto točno vedel, ker sem to razlagal. Ker sta hčerki zdaj toliko vpeti in hodita na te tabore. A ne? In oni se bojijo, oni so prestrašeni na začetku. Kar nekaj časa, ne vsi seveda, ampak eni pa dejansko niso navajeni objemanja, niso navajeni topline, niso navajeni lepe, tople besede. Zdaj pa ti si zamislil, kako je to. In pol, ki osvojijo ta objem, potem... To je hitro prevaga, ne? Potem je ta objem res lep in močen. To, če se slučajno še kdo sprašuje, da so to kakšne zaigrane stvari, to tle ni. Tukaj v zadje gledamo, to ne moreš. Dostikrat so to res zlomljeni otroci, no. Zdaj sem mogoče celo malo tak krut izraz uporabo, ampak morate vedeti, da so v teh družinah razne zlorabe, psihične, fizične, pa ne samo do njih, tudi do partnerjev, se tako in tako se jim dogaja, pa razne bolezni. Ta nek težek krog se zavrti okrog njih, ne, in zato je to pomembno, da jih pošljemo malo ven iz tega kroga, na lepš, da grejo na tabor, da malo uživajo, da, ne vem, so z vrstniki, da so z ljudmi, ki jim potem s časoma zaupajo. Ni to nekaj najlepšega, no. Da vidijo, da je ta svet lahko tudi lepši. Da se bojo trudili v lifeu s šolanjem ali z nekim svojim talentom, ki ga bojo mogoče najdeli. Mogoče pa tudi tam v koloniji, ki marsikaj počnejo. Da bojo videli, ne, tudi jaz sem v nečem res dober. In da bodo poskušali potem v življenju ta talent sfurati do te mere, da jim bo uspelo. Ker tudi to je lepa zgodba, ko pridejo do nas ljudje, ki rečejo, mi smo bili tudi nekoč te iz kolonije otroci. Zdaj pa lahko damo in donirajo, veš. Pa se to je, veš, niso vse zgodbe zdaj tako slabe, ali pa nekdo tudi postane potem vzgojitelj tudi sam v teh kolonijah. Tako da so tudi lepše plati tega dogajanja, ampak prav je, da so na morju. No. Grozen je, da eni so prvič na morju na tak način, da jim tega žal niso mogli omogočiti njihovi starši. Ali pa vse niso samo starši, vse so tudi, popravme, kako se reče? Rejniki. Rejniki, no. Vse so tudi rejniki, tudi v rejniških družinah je ogromno teh otrok in tako naprej. Pa se jim tudi mogoče ne godi najboljš, pa ne zato, ker bi rejniki bili zdaj slabi ali kakorkoli, ampak ker je tam več otrok in je tudi pač manjša pozornost in morajo tudi veliko delati in tako. Skratka, resno, živijo v težkih razmerah in prav je, da jim pokažemo, da se da tudi imeti kje fajn in uživati z vrstniki in biti malo brezskrben, malo sproščen, ker tega tako pogrešajo v svojem lifeu. Oni včasih prehitro odrastejo, ker morajo, ker nimajo druge možnosti. Tle bi se zdaj lahko dodava, da glede na to, da smo par dni pred začetkom akcije
Številka 1919 je že v teku in se lahko pošle, pomagam 15 in tu gre vse za te otroke. Gre lahko pa zdaj še malo nazaj, 9 let nazaj. Kako je prišlo sploh do prve akcije? A se spomniš tega? Ja, mislim, spomnim se zelo bežno, ampak vem približno, kako je tekla ta komunikacija. Pač, bil sem poklican v eno pisarno, mislim, in je bilo pač padlo vprašanje, ne. A bi ti šel z otroškim skirojem z Goričkega v Piran? Jaz tako gledam, ne, zakaj? Malo čudno, ja. Zakaj bi pa šel, kaj pa je fora tega, ne? Ja. A vam jaz gledam toliko natreniran, da bi šel, ali kaj? A veš, mislim, pol pa tako, pol so pa hitro pojasnili, da bi šlo za dobrodelnost, ne, da bi pomagali otrokom in tako. Ja, pa sem rekel, ja, po bi se pa dal zmeniti, ne, v takem primeru bi pa šel za eno, ne vem, za nek plemenit cilj, ne, za eno dobro stvar, pa grem, ne, in pol se šel, no, in sam res, mislim, ko zdaj pomislim na une začetke, pa na akcijo, kakršna je po 8 letih, to se sploh ne da primerjati. Mislim, ne samo zaradi zneska, ki je bil takrat toliko in toliko manjši, pa smo se ga do vesolja razveselili, ne, ampak celotna stvar je čist nekaj drugega, ne, mislim, to je zdaj že toliko organizacije in toliko ljudi vključenih zraven, koliko ljudi se priključuje tudi tako na terenu, ja. Ali pridejo na te zaključke etap, ali vmesne kraje, gasilcev, šolarjev, mislim, to je noro, no, otrok, ljudi vseh generacij, to je ful lepo, no. Jaz sem res še tako kot iz tiste prve akcije še zmer vesel, tudi če mi kdo sam pomaha tam iz kakšnega balkončka dol, pa kakšno spodbudno besedo reče, pa to, da ne rečem, ker zdaj so že dobesedno skoraj že sprejemi, že... Ja, to je orang stvar, ja. Ja, župani pridejo, ne vem, društvo kmečkih žena, društvo tega, gasilsko društvo, ne vem. Vsi bi nekaj naredili za to akcijo, ne, tudi organizirajo se že, da so te akcije znotraj akcije, ne, svoje akcije. Ja, svoje naredijo. In pol recimo prinesejo, evo, to je pa za Deželak junak, ne vem, pa otroci te šparovčke nosijo, pa to je res lepo, no, to se je, ljudje so res z leta v leto bolj pristopali in bolj so tako noterno. Se v bistvu tudi tisti vodilni so malo že opazili, da kaj počneš, ne? Dobil si od Pahorja jabolko navdiha, pol je prinesla zraven fatalni moški, najbolj seksi moški, to je vse izpeljano, ne? Ja, dobro, to je, mislim, ja, to je del vsega tega, ja. Čeprav res ne delam to zato, da bi zadovoljil neke apetite po nekih nagradah, po nekih teh naslovih, daleč od tega, no. To, mislim, takrat, ko so mi ta skiro predlagali, ta prvi, ki je bil na pamet, sigurno ni bil Pahor ali pa kdorkoli drug, ali pa fatalni moški, ali pa ne vem kaj, ne. Tako da v štartu nisem o tem razmišljal, pa tudi zdaj mi je to postranska stvar, no. Kje pa imaš te nagrade drugače? So doma? Imam od lanskega poletja, se mi zdi, imam eno tako vitrino, in imam vse to noter, ampak ne samo te nagrade, sej kupenih takih, med potjo dobimo veš koliko enih stvari, pa takih mini pokalčkov, pa risbice, pa vse to, no, tako da nekaj teh stvari imam v kleti, nekaj je pa pol tudi v tej vitrini, ker pač mi res veliko pomeni vsaka stvar, no. A skiro z te prve akcije še obstaja? Še obstaja? Se moj tam malo nekaj vozil z njim, pa tako, ampak mislim, da je pol bil čist že deminiran. Mislim, deminiran, da je bil čist to mora tudi tisto vitrino. Ja, to vidiš, to bi lahko. To je za razstavo nareš že počas. Je bil že predelan in tako, in ne vem, zdaj po 100 kilometrov je že imel, da ni šlo več. Ja, to, kad smo mogli menjati tiste, ki nam je kar eksplodiral mehanizem noter, to je bilo, ker pomislim, da vidiš, že v tem je treba knjigo začeti. Ja, vidiš, to je tega... Tistem skiroju, pa kako so mi tist gor dvignil, tisto balanco, če ne sem bil čist puklas, pa me je hrbet bolel v tom, da je bilo grozno. Koliko prej se začneš dejansko pripravljati na akcijo? Začnem praktično po novem letu. Aha, direkt. Začnem tako, pač res bolj intenzivno, pa tako.
Letos sem se lotil pa še bolj intenzivno kot lani, ker mislim, da je bila lani čist prehiter ta prva kriza. Je tudi mene kar presenetil. Sam res, lani se je zelo hitro to zgodilo. Lani se je zelo hitro zgodila kriza in to taka resna kriza. Ja, točno. Ne vem, po enih 2 dneh se mi je zdelo, da sem čist izčrpan, a sem se slabo pripravljal, pa so se začela, ta vprašanja v meni porajati. Kako bom zdržal, če smo komi 2 ali 3 etape dali, kako bom zdaj še do... Še cel teden bil, ne? Še cel teden imam pred sabo, Vse pol greš na uno trmo, pa tako, kot sem prej rekel, imaš fokus, imaš razmišljanje pozitivno, ampak dejansko pismo, tudi jaz mi ni pasal, Vse je bilo tako neki čuden, slabo sem spal, nič mi ni, nekako res je, tudi skozi se je kvaril tisti kvadrocikl. Ja, joj. Dejstvo je, da sem bil preveč kil sem imel in zato sem rekel, da letos pa moram to malo popraviti, Tako da sem res letos vzel res vso odgovornostjo, treninge, pač imam tudi trenerja, Miho Rojca, on je kineziolog, pa še keto dieto, še ta keto dieta je padla zraven, tako da sem tudi nekaj kilogramov, vsaka kila se sploh v klancu zelo pozna. Ja. Jaz mislim, pa še kakšen težek gost zraven, tudi po karakterju. Ja, po karakterju, to sploh. Ne se ponovadi vsi pridejo z dobro voljo. Ne, to, ja. Tako da, tako da letos mislim, da potrkal, da ne v pol kaj drugega. Gor moraš trkati. Okay. Rebeka Dremelj me je tudi le navadila. Moraš gor poslati. Gor, sej, v vesolje. Tako. Tako da, valjda, mislim, tudi zdravje je v igri, pa tako naprej. Vsako leto si starejši, saj smo rekli, da drugo leto bo že Abraham na akciji in tako. In zaradi tega se mi zdi, da mora biti odgovornost še večja. A ti je zaradi tega kaj težje? Zaradi let morda, fizično? Pustimo to kile gor dol, ampak tako... Zagotovo je to tudi faktor. Ne moreš mimo tega, bolj, ko si mlad, bolj si neumen, ali kaj ste, mislim, bolj... Ja. Tudi... Pa bolj star, bolj nor. Ja, pa bolj star, bolj nor, tako da imam tudi še neke šanse. Regeneracija je mogoče takrat boljša, ali kaj sem, odvisno tudi, koliko si fizično pripravljen in tako. Ja. Tako da res, letos sem se lotil res odgovorno, tudi še kakšen zdravniški pregled več naredil in tako da upam, da bo zdravjem vse v redu. To si ful želim, da ne bi imel s tem tako, bam. Vse ostalo, pa gargi, pa to pa itak ni v mojih rokah. Ja. Na meni je, da sem se dobro pripravil in tega sem se lotil z vso resnostjo, zdaj pa kar pride, to pa vem, da bo marsikaj, pa da bo gore, dole, vse. To je zmeri, to je vsako leto. Vrhovi, doline, ravnine, ne vem, vreme, koliko enih faktorjev je, saj zato pa to, kar razmišljaš. Ja. Kaj vse smo imeli, mislim, lani, če sam pomislim, kakšna toča nas je ujela. Ja, pa kakšna štala ste imeli tam lih pred Cerknico, ki je dež padel, pol vam je dvakrat guma počla. Vse živo je bilo. Mi smo vas čakali z butalci dol in so tako, kaj se dogaja, gledamo, tretje, res. Prej smo omenili drugače spanje, kako to izgleda? Ker vem, da to se vam zavleče, ponovadi se delali še dnevnike zvečer, se pravi pred polnočjo slaba. Ampak, ko greš spat, a je to sam padec, zmatran, ali še zmeri možgani delajo in ne moreš zaspati? Odvisno od akcije do akcije, od dneva do dneva, čistko. Od utrujenosti, od razpoloženja, od feelinga. Tako prav vsak večer ni enako. Se pravim, dejansko si utrujen in to je najhujše, ko se pač mi končamo akcijo, kjer je nek zaključni sprejem in tako naprej. Potem, preden se vse to pospravi, preoblečemo se, nekaj malega pojemo, pol je ta premik problematičen, najbolj ponavadi. Gremo potem od tam še nekam z avtom se peleš, ne vem, toliko in toliko kilometrov. Časovnica je takšna, da pridemo res zelo, zelo pozen, da se treba v bistvu dogovarjati, da potem še večerja nas čaka in tako naprej.
in potem tuširanje, vsi te procesi, malo s kakšno žalbo namažeš, malo noge. Tako da je hiter ura, še dnevnik, zvečer, ki ima že čista, veš, že skoraj izklopljeno glavo, pol spet premlevaš že tam za dnevnik, da poskušaš čim več sebe dati noter v to, da ljudje so seznanjeni, kaj se dogaja in tako naprej. In je kar problematično, da pol pa kar izklop se pa zaspija, ne. Malo bolečine so, se uležeš, začnejo misli, kaj bo jutr, že naprej premišljuješ, a ne. Se pa tudi zgodi, da sam padeš, pa si kot top zaspiš, a ne. Po mojem moramo zdaj omeniti. Od dneva do dneva je zelo različno, pa še tako, da vem, prvo leto smo bili tako, da smo šli v bistvu z avtodomom, ker je bila čist manjša ekipa. Pa smo v bistvu tam pol kar prespali na neki točki, ali smo se mogli v en kamp zapeljati. Zdaj je to, ki je večja akcija, tudi bolj že urejeno, ne. Tako da spimo tako, bolj udobno, ne. Ker je ta regeneracija in ta spanje zelo pomembna, da zjutraj pol štartaš spočit, ne, ker itak se nabirajo te kilometri, a ne, iz dneva v dan. Ampak pač poskušaš na najboljši način se odpočiti. Tle lahko po moje zdaj rečeva ekipa, ne? Ekipa je zelo pomembna. Ekipa je tista, ki ti zbistri misli včasih, ne, ki ti premaga prebroditi krizo, ki te včasih brcne v rit, po domače rečeno, da je nekaj, kaj je. Različni pristopi so, a ne? Ali pa da se dejansko daje kdo v to, pa gre s tabo, pa se pogovori. Včasih pa še en pogovor v senčki, ker je ful vroče, pa ti teče dol, pa tako naprej. Ali pa da te nekdo polije, po domače rečeno, da te malo hladi. Različni pristopi so, ampak ekipa je tista, ki ti da neko stabilnost, a ne. To so zdaj fantje pa punce, ki so res že kar nekaj časa z mano in jim ful zaupam. In ne vem, nekako me znajo vršiti v nek drug film, če sem jaz v neki čudni situaciji. Pol je tukaj familija, ki se z njimi slišaš takrat, ki je najtežji, ne vem, tudi tako, ne. In kako pa familija vse to sprejema? To akcijo, ki je že toliko let, pa zmeri se nekaj podaljšuje, najprej bilo 5 dni, pol je 7, pol je 10. Kako doma reagirajo? Po eni strani so ponosni, a ne, pa tam malo bi posnemal, on bi šel zraven, on pravi, da bi 10 dni fural, če bi lahko, a ne. Ja, prvo leto, ki je bil zraven, je kar noro, ej. Ja, on je čist divji. Zdaj si želi še prespati zraven, pa ne vem kaj, da bi vse doživel. Zdaj njega to so to za kulisje zanima, ne. A ne, on bi vse to pomagal, pospravljati, nakladati, ne vem, vsega zanima, ne. On je najbolj tako. Imamo naslednika, ženo je strah, ne, ona je zaskrbljena, ona je... se boji, da se bo karkoli zgodilo, da bo, ne vem, da bom kje omagal, da bom, ne vem, se nekaj poškodoval. Hkrati pa tudi zaupa, no, da po drugi strani, da bom že nekako zmogel, ne. Sej pač spremljajo tudi te moje priprave, tudi oni so ful, mi grejo na roko, da recimo zadnje 3 mesece res me pustijo, da me ne obremenjuje z ne vem čem, ne. Mi tudi zdaj, ko smo imeli to keto dieto, da že to je zelo velik, da ti nekdo, a veš, jaz nisem, vsi vejo, da nisem zdaj nek kuhar, da ne znam neki čarati z piskri, pa z kuhalnico, pa tako naprej. Da imaš res to podporo je ful pomembno, ne. Pa tudi v času akcije, da pridejo kdaj, da me kaj presenetijo, da že samo en telefonski klic te včasih umiri, ne. Dvigne tudi, ne. Ja. Tako da sem hvaležen in te ekipi na terenu in mojim domačim in konc koncev ekipi v studiu, Denisu, Jani, ostalim, ne, da, ker tako res to je en hud team building za cel radio. Ja, to je pa res, ja. Dejansko se povežemo, tukaj je marsikdo pripravljen narediti kakšno delo še dodatno zraven. Ja. Pa ne jamrati, ampak to narediti zato, ker gre za eno skupno dobro, ne. To je res. Akcija, kjer dejansko se vsi damo noč, se mi zdi, no. Ja, to je čisto res. Tudi ti si rekel, komentiraš, pa to, pa ono. Ja, skusi pa nekaj, prideš, pa kolesaraš zraven. Ja. A veš, tudi vsak, ki pride na teren, sem ga vesel, ne. Pa da pol malo tudi poklepetaš, kako je kaj na radiju, kaj se dogaja, to.
ne vem, a veš, to je res super. Letos lahko prijem kolesar, pa bom tu sabo nesel, pa tam z kofe kuhal. To bi bilo cool. A si ga sploh že kaj izpil? Evo, si to govorim, da ne vem, kdaj bom imel čas malo. Malo sem vode prej, ampak... Veš povedal, če je dobro. Dobra, je pa res že skoraj mrzla. Ne, še je mlačna. Ja. Cold brew. Dobro. Ne, ampak tudi ledena mora biti dobra varianta. Ja, po moje je to super scena. Deva še malo zaviti recimo na sam radio. Ja. Kakšen je bil tvoj štart, se ga spomniš? Misliš na Radio 1 ali že prej? Na Radio 1. Na Radio 1. Ja, v bistvu jaz sem bil najprej, mislim da, ja, vem, kako sem začel, zdaj točno se spomnim. Začel sem z akcijo Seat Sanski avto. A res? Ja, sem bil terenski reporter. Sem javljal v eter tablice ljudi, ki smo jih zasledovali in pol pač podeljevali ključe, tisti, ki so se ustavili. Ja. A to je bila prva? To je bila prva stvar, s katero sem jaz imel stik z Radio Mena. Terenska akcija Seat Sanski avto in sem bil v bistvu ves čas na terenu kot terenski ta reporter. In že to je bilo tako res, meni je bilo prav noro. No. Zanimivo je bilo. Ja, ker jaz imam rad teren. Zelo rad imam, da me pošljejo. Dobro, včasih so tudi kakšni bizarni tereni, ampak ta Sanski avto mi je bilo dober. Mi je bilo cool. To si bil skozi v stiku s poslušalci, zanimive štorije so bile, veš, tako. A si imel kakšno audicijo, drugač pol? Prav na Enki? Prav audicije na Enki nisem imel, zato ker sem jaz že prej delal na teh radijskih postajah, ki so se potem tudi združile v to radijsko mrežo. Jaz sem imel prej tudi urednik Radia Šport, pa tako naprej. No. Začel sem na radiju Vrhnika takrat, ki je tudi se pol pridružil. Ja. Tam sem imel pač tudi svoje vdaje in tako. Tako da pol pa se je to nadgrajeval tako, da sem najprej šport pokrival, sem imel prispevke in tako za novice, pa nekako zmer več priložnosti dobival, pa prometne informacije so pol prišle. No in pol so se nekaj časa z Jano izmenjevala. En teden je imel en prometne informacije, drug teden drug, a ne? Pa je padla ideja, da bi vsi skupaj to delali, pa da imam jaz prometov na vreme in da kar začnemo eno 5 in da smo skupaj in da smo ekipa. In po takih začetkih, ko smo se jasno tako, ko bi se vsak zelo lovil, pa tako smo pa zdaj res ekipa in Frendi že toliko letno, kar je za jutranji program v bistvu res lepa številka. Če primerjaš tudi z drugimi jutranjimi ekipami na drugih radijskih postajah, a ne? Tako da očitno nekaj prav delamo. Nekaj je, ja. Da smo res v dobrih teh odnosih medsebojnih, da to še zmer funkcionira tako dobro. Prej si samo omenil besedo bizarno. Kaj je najbolj bizarnega, kar si naredil, kar se tiče radija? Pa ne smeš reči, da si Pahorjev ščipnil vred. No, ta je bila, tam je takoj se preklicalo v spomin, ja. Ja, kar en kup takih stvari je bilo, a ne. Mislim, bizarno, ne vem, te avtopralnice, ki bi mogel čez avtopralnico čez. Zame je bilo res en hud test, ko sem se iz Maslenice, iz mostu mogel bungee jumping. To sicer ni bizarno, to je tako zelo strašljivo. Ja, tisto je, ja. Pa res sem veliko stvari že naredil, če pomislim, no, en kup enih takih res posebnih izzivov, ne vem, preoblečen sem na DMT-ku v žensko laufu in to po akciji Deželak junak, mi je bilo vroče za pop. Res en kup enih stvari. Takrat smo šli na Rovinjsko plažo snemati, tam, ko so bili te swingeri, pa tako pol... Res veliko stvari me prepriča tale naš Audič doskrat, da grem. A si se kdaj že uprl? Ziher sem se že kdaj uprl. Ja? Ampak načeloma imam jaz to mejo tolerance kar visok, ne. Ja. Sej mogoče sem se zato tudi obdržal. Sej, jaz nimam, ne vem, jaz nimam to kvalitet, ne vem, da bi zaradi drugih stvari mogoče ostal, ne. Ampak sem pa pripravljen marsikaj narediti, ne.
In tudi včasih malo po domače rečeno, malo cepac izpadeš, ampak lej, to je del biznisa, ne? To je del biznisa. Malo tudi temo brcneš, ne vem. Pa se mi je zgodil tole, ko bo zdaj, ko so snemali na Bledu, a veš, ko so me poslali, te avtomobile ocenjujejo. Ja, Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson, ja, pa May, pa to, ne. In jaz sem takrat šel, recimo, 5 probi jih dobiti, pa najti, pa tako. In jaz res nisem te vdaje gledal, nisem fan avtomobilizma in tako. Mislim, pa smo bili veseli, da smo že malo jih posneli, pa tako. In pa na koncu se je skazalo, da smo celo se usedali z njimi, pa intervju. Ja, to je bilo dobro, ne? Ampak res jaz nisem poznavalc tega. To me je Denis poslal zjutraj, veš. Slučajno je rekel, dej, zgleda, da so res skle 5, pa probi kaj narediti, ne. In ja, pa je bilo to vse tako, ja, kako se nisi pripravil, pa kako ne veš, kaj je to, ja, pač ne vem. Tako, vsak ima neko nišo, ker ga ne zanima toliko, ne, in ima pravico do tega, da en ne mara fuzbala, pa pač verjetno ne ve veliko fuzbalu, ne. En ne mara, kaj s tem, znanstvene fantastike. Ja, itak. In ampak pol izpade tako, no. Zabavno mi je bilo, ko sem šel z letošnjo zmagovalko Eurosonga delati intervju z Lorin. Sem imel tudi to možnost in smo naredili takrat pa načrtno tak zabaven intervju, da si mi jamro, kaj takrat se mi je ravno dogajal ta bajta, ki smo eno starejšo hišo smo kupili in je bilo res veliko dela in enih problemov in tako in sem pol njej to razlagal in tako. Ker je bilo res hecno. Tako da ja, teh stvari od bizarnih do adrenalinskih do, ne vem, se mi zdi, da sem bil jaz kar najbolj deležen v tem šovu, no. Viš, ti bi lahko še knjigo napisal sam posebej od radija. Za posebne specialne naloge, ali kaj ne rečem, ne. Še ena knjiga posebej, samo tam. Ja, še o teh stvarih. Tako da, pa se mi zdi, da če bi še zdaj razmišljal, da bi se mi priklicali hitro še. Ja, verjetno, stvari, no. Ej, nisi sam fenomen, kar se tiče dobrodelnosti, ampak tudi fenomen to, da sta ženo skupaj že od srednje šole, ne? V bistvu ne od srednje šole, to ne drži, od faksa. Na faksu sva se spoznala. Pa ni več fenomen. Pa ni fenomen. Je pa res, da evo, praznujeva zdaj 24 let, obletnica. Drug let, ko sem prej rekel, da bom 50. Pa 10 let Deželak junaka. Pa 25. Pa še 25 poroke. No. Tle moram vprašati, kaj je skrivnost? Skrivnosti sploh ni. Jaz mislim, da vsak svojo skrivnost mora pa res sam odkriti. Fajn mi je. Podpirava se. Ja, te, kaj pa njej? Ja, upam, da tudi, če ne bi že zdavni, bi že ušla, če ne bi bilo fajn, jaz mislim. No? Tako da, mislim, da sva se kar v redu najdla, pa da pač furava to barko čisto v redu. Sej so vzponi, so paci, tiska, kar reče, da se nikoli ni skregal, jaz tega ne verjamem. Ne. Vedno so tudi pridejo težave in tako naprej. Ampak, če se imaš rad, nekako tudi prebrodeš tudi vse te stvari in kaj ne rečem, jaz upam, da traja. Enkrat si tudi že v intervjuju razlagal, kakšen si oče, da rad malo popuščaš, da kakšno napakco malo, vse je v redu, da se bo že. Ali da ima malo tako. A boš zase rekel, da si dober oče? Ja, jaz mi rečem, da se človek lahko še izboljša, ne. A veš, da si daš tako oceno, da ampak na lahko splošno. Se popraviš. Na splošno, jaz mislim, da sem dober oče, ker mi ta mali res veliko pomenijo, ne. Je pa res to, da pa nisem dovolj strog. Mogoče je to pomanjkljivost v tej vzgoji, da včasih je Irena dosti bolj stroga, no, ampak ponavadi, običajno je tako, da je oče tisti, ki je bolj trda roka, pa ne trda roka v smislu, da useka ta roka, ampak tako, pregovorno, simbolično, ne. Ampak ja, je pa res, da meje pa tudi postavim pa tudi jaz, ne, če gre čez neke meje, ko gre, ne vem, sploh, ko so manjši, zdaj so že malo večji, da gre za neke ogrožene situacije, da nekdo res gre preko vsega tega, pa znam biti tudi jaz zelo strog in tudi glasen in vse to. Ampak načeloma pa furamo en tak, jaz mislim, kar v redu odnos, no. Smo kar povezana familija, no.
Zdaj pač punce sta že itak, zdaj toliko starejše, da ne hodimo več, tudi več niti na počitnice dopuste in te stvari toliko dost skupaj. Prej smo pa vedno šli, no, in se imeli dober. Tudi če nismo imeli, ne vem, toliko denarja, da bi ne vem, kakšne luksuzne stvari si privoščili, ampak za nas je bilo dovolj, da smo bili na morju, nekje v bližini na Hrvaškem in tako, da smo šli malo v hribe in take stvari. Mislim, da ni toliko pomembno, kam delaš, greš in si vse živo privoščiš. Pomembno je, da se imaš dober, no? Tam, kaj si, da poskušaš maksimum speljati, da je cool, ne. In tako da meni je bilo dobro, tudi če smo bili v kempu, da nam je bilo cool, da smo tam, ne vem, vsi smo oboževali beach volley, pa smo tam na turnirjih igrali, pa se spoznali s pol kempa, pa se imeli dobro, ne. Lahko rečem, da je to bilo, jaz upam si reči, za njih tudi lepo otroštvo. Saj tudi, če jih vprašam, izpostavijo ta lepe stvari, ta slabe itak ne boš, da mogoče niso bili najboljši oblečeni, ne? Da niso imeli cun po tej najnovejši modi. Ne, jaz mislim, da ni to toliko pomembno. Bolj je pomembno, da se razumeš, ne? Pa da, ne vem, dosti sem jih tudi v te športe usmerjal, pa tudi oni so sami to imeli radi. Midva pa tudi z Ireno, no? Tako da, ja, jaz mislim, da imajo ali pa so imeli zelo lepo otroštvo. In smo spet lahko pri teme, ne? A ja, pri akciji, ja. Pa smo spet lahko pri akciji. No dobro, da ne bo zdaj tako slišati, tako da moji niso imeli za na morje ali pa kaj tam. Ne. Tu nisem tega sploh mislil, hotel sem obrniti na to, da zato je ta akcija. Ja, da imajo ostali tisti lep trenutek čez poletje. Res je, ne? Res je. Tako da še enkrat, pač 1-9 pomagam, Miha bo če zdaj to gledate lih v nedeljo, v sredo štartov in direkt do 9. junija, do Debelega Rtiča, do Rtiča. V bistvu le za konc bova končala, upam, da se smeham. No, dajva. A mi Švic povedal? Ti ga moraš. Jaz ga moram. Ti moraš zdaj biti povedal. Nisi me pripravil na to. Lahko ti dam pa jaz enega, ajde. No, dej ti me. Jaz sem ga že v srednji tega slišal, sem prav razmišljal, sem rekel, nekaj moram pripraviti, da vidim, če te bo ta smešen. Ja. Kaj je zeleno, pa se ne vidi? Zeleno pa se ne vidi? Nezrel paradajz? Solata za vogalom. Ja, bistvo je, da je za vogalom. In čez en teden, ljudje, še ena oddaja Kava s Červegom. Praktično že za vogalom. Ki se jo ne vidi. Zdaj pa res, Miha, še zadnje vprašanje, spet vsakega isto, kako pa izgleda tvoj popoln dan? Popoln dan? Jaz mislim, da sem enega že doživel. Ne, ok, 3 sem doživel, ker so se... Ajde, povej. 4. Poroka, vsa 3 rojstva, ampak tako, zdajle se mi je priklical, pa, ker smo postali evropski prvaki, Istanbul, basket. 2017. To je bila taka euforija, to je bilo tako veselje, to je bila taka norija. To, da sem doživel, da sem bil tam, to je noro, stari, res. To je bilo popolno. Mislim, kako smo mi takrat igrali. Mislim, mi, evo, vidiš, kada sem jaz igral. Vse je jasno, vse smo mi. Moč tribun, no, res. Kako sem jaz doživljal to tekmo? Ta pokal, ta neverjeten večer, poln preobratov, ne vem, in na koncu vsi so bili že gotovi že skoraj, no, ampak so speljali fantje do konca. Luka, Gogi, Prepelič, mislim, vsi te, noro, kakšna ekipa, kakšna euforija, kakšna kemija, mislim, to še enkrat bi doživel, da so svetovni prvaki ali pa olimpijski prvaki, lej, še so bi bili lahko popolni dnevi, tako da, še fuzbal ne sledi, pa ostali športi, no. Veš, kaj mi je dobro, ker točno vem, da si prvo pomislil na basket, pol pa šele poroka, otroci. Ja, sam sem pol že razmišljal, zdaj tako zapakirati. Ja, malo. Ja, malo ladi se. Ne, ampak res šport imam res rad, te naše vse reprezentance. Jaz sem res fan naših športnikov, kakorkoli temu rečeš, res nas najbolj predstavljajo v svetu.
In jaz bi kar še enkrat, kolikrat smo že trkala, daj se zgodi še kaj lepega, no, ne, že letos na svetovnem pismu. Bomo videli, držimo pestine. Dajmo, vsi Slovenci, dajte držati, dajmo stiskati pesti za naše športnike, ker se mi zdi, da te nas še najbolj razveselijo. Tako. Jaz vem, da bomo od 31. maja pa do 9. junija držali pesti, kot cela Slovenija v bistvu zate. Ker bomo to na polno spremljali, vsi tukaj sodelavci te seveda podpiramo, tako da jaz tem rekel samo hvala in da smo del te akcije zaradi tebe, ti pa sam piči dokler gre, sam dokler gre. Čutim to podporo, hvala tako sodelavcem kot vsem ljudem dobre volje, poslušalcem in vsem, ki karkoli naredijo za to, da se na koncu veselimo na Debelem rtiču in jaz res srčno upam še na eno pravljico. Evo ga. Kava s Červekom. DeLonghi Perfetto. Od zrna do skodelice.